Vite živijo, Mojca Ribič z vami, Lavitas Vitas Energy. Danes se vam oglašam, evo, zunaj na prelepem sončku. Sem si šla dati možgane malce na off in seveda me zanima, kolikokrat si vi v bistvu vzamete čas zase in si date možgane na off. Zdaj pa kaj to pomeni, možgani na off? Dajmo si pogledati. Čez dan, ko smo v movingu, v svojem, bom rekla, filmu, non-stop nam rojijo neke misli po glavi, pa to moram narediti, pa ono moram narediti, In v bistvu ste že kdaj razmišljali o tem, ko vas za nekoga skrbi, ko skozi nekaj razmišljate, kaj morate narediti, pa da ne boste pozabili, ne vem kaj. A ste že kdaj razmišljali, kako s tem zgubljate energijo? No, to je zdaj ena taka, bom rekla, klik točka, ko mečken jo začutite, pa mečken razmislite o njej, mečken začutite te besede, pa začutite sebe, kako se ob tem v bistvu počutite, ko skozi razmišljate, še to moram narediti, ja, da nam ono pozablja, ja, pa ono, in v bistvu zgubljate energijo in na koncu sploh ne morete tega narediti, ker ste izčrpani, In v bistvu dajte mečken se vzeti pauze. Pametni pišejo, pravijo, tako da če si boste zapisali, boste sigurno bolj mirni. Definitivno, če kaj pozabiš, greš na svoj seznam in pač pogledaš. Če ne narediš danes, boš pa pač jutri, če ne jutri, pa čez en mesec. No big deal, Tako da vam predlagam, da pejte mečken v ta svoj film bolj flegmatično, pa bolj sproščeno. In zakaj jaz non-stop nekako vas opozarjam, da se je treba dnevno odklapljati in se je treba dnevno sproščati. Dajmo še to pogledati. Ko vi skozi razmišljate, kaj morate narediti, imate skrbi, skrbi me za tega pa tega, ok, nič narobe, ampak kaj še s tem delate? Ne samo zgubljate energijo, ampak v bistvu tudi krčite svoje mišice. Če grem jaz zdaj na svoje področje, gibanje, kako v bistvu lahko z mislimi že zakrčimo celo telo. In z mislimi, to sem tudi vam že posnela, en video, kako v bistvu svojo pravilno držo uničujemo, že samo z mislimi. Tako da dajte te stvari mečken, bom rekla, začutiti, pa mečken razmišljajte o tem. Tako da, ko boste to začutili, boste itak lahko spremenili. Dokler pa vi boste to začutili, se boste pa vrteli v svojem filmu, tako bom rekla. Tako da, zdaj pa gremo na to naše sproščanje. Zakaj se moramo sproščati? Prvič, zato, da v bistvu lahkotnejše delujemo v tem našem filmu, Zdaj, če grem kar pač v to prispodobo. Drugič je pa fajn, ko vam skozi tudi ponavljam, dajte izklapljati svoj Zakaj? Zato, ker vas v bistvu krči, to je prvo, telo krči, pač s temi, kakor sem že razložila, mislimi, drugič pa vam krade energijo. To pomeni, da ko jaz dostkrat omenim, pejte v naravo, po zdravo zabavo. Zakaj? Dej pejt v naravo in odklopi svoj in se priklopi na naravo, občudujo, razmišljaj, kako lepo ptički pojejo, razmišljaj, kako je lepa narava, začutijo, narava ti daje energijo, in s tem te tudi zamoti, da v bistvu ne razmišljaš,
Če seveda znaš pogledati naravo z te strani. To pomeni, da moraš iti tudi z namenom zdaj v naravo, da se sprostiš, z namenom, da izklopiš Na začetku bo to potrebno kar, bom rekla, zavestno. Sploh, če ste non-stop po teh svojih filmih, ki samo razmišljate in kaj moram to, kaj moram ono, In je res super stvar, da greste, zdaj pa grem jaz se sprostiti v naravo, grem na sprehod, ne vem, karkoli že, si boste to v bistvu izbrali, ampak jaz vam priporočam, tisti, ki še ne vem, nimate prakse, da se umirjate vsak dan doma, da samo predihavate, da nič ne razmišljate, sam dihate, eni že meditirate, eni še pač ne, nič hudega, tisti, ki ne meditirate, ki ne zmorete sedeti pri miru in sam dihati, pejte v naravo, začnite s tem in ko boste v naravi, dajte razmišljati, kak je lepa. Razmišljajte o ptičkih, razmišljajte, ne vem, wow, lej nebo in te stvari. Boste videli, kako se boste razbremenili boste svoj ker vas ne bo skozi prazno. To pomeni, da vam bo skozi ponavljal, kaj morate delati, pa kaj še morate narediti, pa zakaj vas more skrbeti, ne vem še kaj vse. Če ste zdaj že začutili to energijo, ta res vas prazni to, te misli. In dajte začutiti recimo to energijo same narave. Ko ste sam v naravi, ko sam pogledate naravo in rečete, wow, kakšna energija je to? Ja, polni vas, Tako da danes mečkam v razmišljanje tega yin-yanga, tako bom rekla. Tako da dajte malo razmisliti o tem, kaj vas prazni, kaj vas polni. Seveda morate imeti neko ravnovesje. Jaz vem, da ne moramo samo biti med ptički pa razmišljati o tem, ampak to je ta balans, ki ga rabimo. To pomeni, da če non-stop razmišljamo, kaj vse moramo narediti, pa letamo sem in tja in se pehamo za obveznostmi, to je zgubljanje energije, nič drugega. In mi rabimo potem nasprotni pol, da se nekje napolnimo. In narava je tista res dragocena, ki nas napolni. Ona nas že s svojimi lepotami, seveda, če jih sploh znate gledati, če jih sploh znate začutiti, videti, kakorkoli, ona lahko nas v pol ure za 1,5 urnim, bom rekla, sprehodom, nas ona lahko napolni. Tako da seveda v tistih pol urah ne smete razmišljati, kaj morate še narediti in ta vaš film, ki se itak skozi vrti, ampak si morate zavestno, zdaj dati namen, da greste v naravo, na sprehod, ne vem, kamorkoli že, in da ne boste niti malo razmišljali o tem, kaj vi morate, pa kaj ne, pa bla, bla, bla in in sploh, Tako da se res tiste pol ure vzamete zase in imate prazno glavo po domače. Torej prazno glavo in samo razmišljati in s to pozitivno energijo, da greste. To pomeni ta užitek, kak je fajn, zdaj sonček sije, wow, the best, ga čutim na mojem telesu, telo mi polni in se res ful dobro počutim. In ko boste tako razmišljali vsaj pol ure na dan, boste videli noro razliko. Tudi mišice takrat, čeprav boste hodili, se bojo sproščale, že zaradi Tako da dajte te stvari majčkeno
saj majčkeno začeti o tem razmišljati, ne? Tako da saj majčkeno, bom rekla, tudi sprostite svoje telo in seveda vsak dan, a ne. Zato pač jaz priporočam, da se tudi vsak dan gibate, da vsak dan si vzamete čas za to predihavanje svojega telesa, a ne, tako by the way. Zdaj, vsak mesec imam delavnico dihanja, tako da lahko pogledate na www.lavitas.si pod zavihkom delavnice oziroma dogodki. Si pogledajte, kdaj je naslednja delavnica, a ne. Tako da imate pa tudi dihalni trening, tako da vsako tedensko se lahko tudi pridružite na dihalni trening. Drugače pa res non-stop ponavljam, dejte se gibati vsak dan. Z gibanje krepite telo, hkrati ga nevede predihate, a ne, in s tem tudi v bistvu, bom rekla, proizvajate svojo bioenergijo, a ne, in se tudi bolj počutite, a ne. Tako da naslednja faza je potem tudi sproščanje, a ne, to pomeni raztegovanje. Če nekje pretiravate z gibanjem, mora biti drugi pol, torej raztegovanje, drugače imate spet bolečine, a ne. Tako da dajte tudi to majčkeno paziti, vse to delamo tudi na moji vadbi Vitas Energy, ki je blazno posebna vadba, rdeča nit je, bom rekla, pravilna drža, potem krepimo notranjo moč, ukvarjamo se z dihanjem, s celim telesom, a ne? Tako da ne manjka ne sproščanja in ne raztegovanja. Tako da zdaj, če je kakšen začutil, se lahko pridruži tudi vadbi Vitas Energy. Smo začeli ravno kar tudi z začetno skupino, tako da si lahko prečekirate vse na www.lavitas.si. Pod zavihkom Vitas Energy, tam boste vse najdeli, kaj je vadba, na kakšen način delamo. Enostavno pa lahko pridete na poskusno brezplačno vajo, vas bom zelo, zelo vesela, tako da vi boste nekaj novega spoznali in boste tudi s tem bogatejši. Tako da seveda srčno dobrodošli. Jaz upam, da ste začutili moj message danes. Se vam še kaj oglasim, jaz grem naprej, res uživam na tem sončku in sem rekla, evo, zdaj grem najprej majčkeno ven, potem pa grem naprej v svoje delovno okolje, ustvarjati naprej z veseljem, tako da jaz vas spodbujam, da res se čim več ukvarjate s sabo, ne ukvarjate se z drugim, ukvarjate se s sabo in boste veliko več imeli od svojega življenja, to vam zagotovim. Drugače pa, če ste kaj začutili, se vidimo na kakšnem dogodku, na delavnici dihanja, self-care ali na vadbi Vitas Energy. Lepo se majte, skrbite zase in se še oglasim. Vita živja.